Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Teden je bil pester, zanimiv, še bolj pa bo seveda prihodnji teden, ko dobimo novo vlado. Naš komentator je tokrat dr. Žiga Turk. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Začniva zdaj kar s tem državnim zborom, ki ga čaka prihodnji teden razpravljanje o ministrih. Pa poglejva najprej, in to je bilo znano včeraj zvečer, seveda vseh ministrov tudi ne poznamo, ampak to je zdaj ta prvi draft, prvi osnutek, ki smo ga lahko prebrali danes v medijih. Torej, demokrati dobijo 3 ministrska mesta. Anže Logar, gospodarstvo in šport, Tadej Ostrc, zdravje, Mihael Zupančič, razmeroma nepoznan, pravosodje. Najprej komentirava demokrate. So dobili dober izplen. Zdaj odvisno, kako ocenjujemo, kaj je dobro. Prav gotovo niso dobili lahkih ministrstev, dobili so ministrstva, ki res razvojno pričakujemo, da bodo ti ministri nekaj naredili. Gospod Logar je dobil poleg gospodarstva in športa tudi delo. To mu daje priložnost, da dejansko delo naredi, kako bi rekel, za gospodarsko dejavnost, da to ni več socialna kategorija. Tukaj delodajalci pričakujejo nekako od vlade bolj naklonjen odnos podjetništvu, tako da se mi zdi, da ima priložnost, da iz tega ministrstva naredi nekaj drugega, kot je bilo do zdaj. Ministrstvo za gospodarstvo je bilo ministrstvo, ki je delilo subvencije. Mislim, da tudi gospodarski program demokratov ni tak, da bi se mu zdelo, da je treba gospodarstvu dati subvencije, ampak da je treba poskrbeti za neko zdravo, spodbudno gospodarsko okolje, tako za tiste, ki so podjetni, kot za tiste, ki so pridni in radi delajo. Tako da tukaj ima dejansko gospod Logar eno veliko priložnost, da kar nekaj pomembnih stvari v Sloveniji premakne. Pomembno, gospod Ostrc, na zdravstvu, to je pravzaprav najslabše delujoč javni servis v Sloveniji. Jaz mislim, da so se tukaj našli programsko tudi z Novo Slovenijo, tudi z SDS-om in da bo dejansko peljal sistem v smeri, da tisti, ki smo zdravstveno zavarovani, dobimo zdravstveno storitev, ne glede na to, kdo jo opravi oziroma da je ta storitev plačana, ne glede na to, je tisti, ki jo opravlja zasebnik ali je tisti, ki jo opravlja neka državna oziroma občinska ustanova. Cilj tukaj mora biti povsem jasen, kako urediti, da bodo tisti, ki znajo zdraviti, se pravi, da bodo zdravniki opravili čim več posegov, skratka pozdravili čim več ljudi in da bo konec temu ideološkemu zapenjanju, ki smo mu pravzaprav priča zdaj zadnja 4 leta in ki je situacijo v zdravstvu samo še poslabšalo. Del te politične širine kaže tudi dejstvo, da je dr. Ostrc dejansko bil že državni sekretar pri Bešič Loredanu. To posega malce prejšnji mandat. Je pa treba povedati, dejansko tukaj gre za to, da ne gledamo zelo natančno, kakšne barve je kdo, ampak vemo, da se je dr. Bešič Loredan nekako skregal za prejšnjo vlado prav zaradi tega ideološkega lova na čarovnice, ki se je dogajal seveda pod taktirko Levice, ampak ob obilni pomoči Svobode. No, Mihael Zupančič, tega nismo tako vedeli, je pa diplomat, in so mnogi kritizirali, bil je veleposlanik v Kopenhagnu. Kako se lahko veleposlanik udeleži volitev? A je tu kakšen problem, po vašem mnenju? Ne, jaz ne vidim tukaj tega problema, da je bila pasivna volilna pravica kakorkoli povezana s tem, kakšno delo je kdo prej opravljal. Tukaj je bilo tudi v zvezi z gospodom Lotričem, vprašanje, a lahko. V demokraciji niso samo nekateri poklicani na funkcije. Jaz vidim to pozicijo demokratov predvsem kot priložnost, da realizirajo tisti svoj del programa, ki se ukvarja z bojem proti korupciji. Tukaj seveda brez pravosodja ne gre in jim dejansko želim veliko uspeha pri tem. Pri tem skoku, za katerega pa tudi še ne vemo točno, kako bo opredeljen. Ne vemo točno, se je težko to, bom rekel, vse naprej vedeti. Tudi tukaj, podobno kot v zdravstvu, je ključno, ali bo zadeva imela rezultate.
ali bo preganjala korupcijo, ali bo pri tem učinkovita, ali bo hitra, ali pa bodo stvari, kako bi rekel, podobne kot do zdaj. Tu pa tam kakšna odmevna akcija pred kamerami s kakšno hišno preiskavo in potem se zadeve vlečejo 5 let, 10 let, 15 let brez epiloga. No, potem je ta trojček, znani Nova Slovenija, Fokus in SLS. Recimo Jernej Vrtovec bo minister za infrastrukturo in tudi energetiko, to je zelo važno področje. Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Mateja Ribič demografija, družina, socialne zadeve, Valentin Hajdinjak za obrambo. Zdaj tisto in seveda Monika Kirbiš Rojs iz stranke Fokus, lokalna samouprava in kohezija. Tukaj lahko opazimo, in to je marsikoga začudilo, da je SLS zdaj pravzaprav ostal brez ministra. Ja, tudi meni je to žal, ker gre vendarle za eno staro, častitljivo slovensko stranko, za katero bi bilo škoda, da kar tako izgine. Je pa tako, ne, mandatar je mandatar, to je tako kot trener pri neki, oziroma selektor neke športne, nogometne, košarkarske ekipe, izbere si ekipo, s katero misli, da bo lahko sodeloval. In če tukaj se je pokazalo, da sodelovanje s gospod Bregantovo ni mogoče, oziroma da nima predsednik vlade zaupanja, da bi lahko naredila oziroma izvajala svoje dolžnosti, bi pač SLS moral ponuditi neke druge dobre kandidate. No, jaz mislim, da bi se kdo vendarle našel. Ne vemo, premalo vemo, ampak predvsem za kmetijstvo. A je bilo tukaj trmarjenje na strani predsednika vlade, je bilo tukaj trmarjenje na strani SLS-a. Zdi se mi škoda. Kar se pa kmetijstva tiče, pa moram reči, da se mi ne zdi nujno, da bi kmetijstvo moral voditi SLS, ravno SLS, ne, ali pa da bi moral ravno skratka, ne, veste, mi moramo te sisteme vendarle gledati z vidika vseh državljanov, ne. In zato ni nujno, da je, ne vem, na čelu zdravstva zdravnik, ne, ali pa na čelu pravosodja sodnik, ali pa na čelu kmetijstva kmet, ali pa nekdo, ki se na to spozna, ker gre vendarle za to, da vsi ti resorji morajo izvajati oziroma delati v dobro vseh državljanov. Ne? In interesi vseh državljanov, naprimer vis-a-vis zdravnikov ali pa vis-a-vis kmetov ali pa vis-a-vis ne vem, učiteljev, ne? So morda drugačni, kot so interesi učiteljev. Zato se pravi, ne vidim zdaj tukaj, da bi moralo nekako cehovsko pripadati ravno SLS-u, Ministrstvu za kmetijstvo. Se mi zdi čisto fajn, da nek izkušen politik, kakršen je Cigler Kralj, pride na pozicijo, s katero pravzaprav nima nekih, kako bi rekel, interesnih povezav. No, pa se je to že dogajalo, ne? Se je prejšnja po drugi ministrica... strani, a veste, po drugi strani je pa tako, ne, da seveda ima Nova Slovenija politični interes tudi na podeželju, oziroma je na podeželju močna. Tako da si predstavljam, da bo gospod Kralj seveda delal v interesu podeželja oziroma potencialnih svojih volivcev iz tega kroga. No, SDS pa zdaj daje 7 ministrov. Poglejmo, najbolj odmeven je bil predlog in je predlog Francija Matoza, odvetnika gospoda Janše, za ministra za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo. Potem pa so to še Tone Kajzer, zunanje zadeve, Borut Rončević, izobraževanje, znanost in mladina, Polona Rifl, okolje in prostor, Ignacija Friedl Jarc, kultura, Andrej Šircelj, ta je že bil finance, in Suzana Lep Šimenko, prihaja iz Državnega zbora za Slovence po svetu. Torej, najprej komentar na Francija Matoza, je to res tako presenečenje? Meni osebno se sploh ni zdelo, ne vem. Prav gotovo je, kako bi rekel, imenovanje gospoda Matoza izvedeno na, kako bi rekel, zelo spreten, briljanten način. Ne? Če bi se gospod Matoz pojavljal v kombinacijah za ministra pred enim tednom, pred 14 dnevi, bi se v, kako bi temu rekel, malopridnih medijih zagnala cela panika, histerija, torej koalicijski partnerji bi začeli se nekoliko bati, kako bo pa to izgledalo, če so v koaliciji. Ne,
Povsem neupravičeno, da se razumemo. Gospod Matos je odvetnik, naloga odvetnika je, da dela za svoje stranke. Glede na to, kako se procesi, pri katerih on sodeluje, končajo, je očitno dober odvetnik. Včeraj se je končal proces Trenta. Včeraj se je končal proces Trenta, ugodno za stranko gospoda Matoza. Skratka, hočem povedati, da to, da se je pojavil v zadnjem trenutku, to, da se je na nek način pojavil kot dobro, ker gospoda Hojsa resnica noče, verjetno je zaradi nekih zamer iz covidnih časov, bomo dali pa gospoda Matoza. Tako da, kako bi rekel, z vidika neke politične mehanike oziroma tega preigravanja je to odlično izpeljano. In glede na to, a veste, da je gospod Matos z druge strani gledal ta sistem in da tudi zelo dobro pozna, bom rekel, zakonodajo seveda iz tega področja, mislim, da je to lahko eden od tistih ministrov, ki bodo presenetili potem, kako bodo učinkoviti. Zdaj, gledano v celoti, mislim, da gre za eno čvrsto ekipo, kjer je kar nekaj izkušenj, preizkušenih kadrov s kilometrino, recimo gospod Šircelj. In jaz mislim, da bo možno, da so tudi stranke, kako bi rekel, kar lepo razporedile si, da je vsaka dobila tisto, kar bi nekako rada počela, demokrati modernizirali, kako bi rekel, gospodarski pravosodni sistem, Nova Slovenija zagnala razvoj, zagnala investicije in SDS, kako bi rekel, narekovaju malo depolitizirala sisteme. Tako da se mi zdi, da je to čvrsta ekipa, nekih šibkih členov pravzaprav ne vidim in se mi zdi, da v nasprotju za neko aritmetiko šibkosti, moči večine in tako naprej, da je to vlada, ki lahko složno dela 4 leta, če ne bo prišlo do kakšnih nepotrebnih, prestižnih prask sporov med njimi. Tudi se mi zdi, da je SDS naredila tukaj eno, kako bi rekel, širokogrudno veliko potezo. SDS ima v parlamentu več poslancev kot vsi ostali skupaj, ima pa manjšino ministrov v vladi. To je široka poteza, ki kaže na to, da si želi vladati z nekim konsenzom z ostalimi, kar pa upam, da ne bo pripeljalo do tega, da bi vladala, kako bi rekel, medlo in neodločno. No, samo še vprašanje, ker prihajate iz fakultete. Borut Rončević, minister za izobraževanje, znanost in mladino, kaj pričakujete od njega, kaj mu polagate na dušo? On je bil, ko sem bil jaz minister, direktor direktorata za, mislim, da ravno za visoko šolstvo, tako da pozna, za kaj gre. In mi ni treba, da bi mu karkoli svetoval. Lejte, prav to, kar ste rekli, mogoče še to komentirava, do zadnjega niso bili odkriti ti kandidati za ministre, predvsem strani stranke SDS, pa tudi drugi. A je bila to dobra poteza, modra poteza? Torej, z vidika tega tudi vi ste bili nekoč minister. Kakšno je to obdobje, ko se že ve, da ste, pa še niste, to obdobje tega vrenja, trenja, napadanja, iskanja, brskanja po neki osebi, blatenja, če hočete? Ne, tukaj gre predvsem za to, da mogoče je v tej koaliciji vsaj ena stranka, morda do neke mere tudi Nova Slovenija, ki nekaj da na tisto frazo, kaj bodo pa ljudje rekli, kjer si predstavljajo, oziroma ki veliko dajo na to, kaj pa neki krogi, ki so nekakšni pastiri javnega mnenja v Sloveniji pravijo, in bi jih bilo mogoče omajati, bi jih bilo mogoče na nje vplivati, češ v smislu, pri tem le boste sodelovali, vi ste pa vendar nobel, uglajeni, višji, sredinski, zmirni in tako naprej. Ko se je Hojs pojavil, je bil potem Stevanović najbrž na pritisk svojih članov. Kako bi rekel, ne iz teh vzgibov, ampak mislim, da je šlo tukaj za neke... Meni osebno mi je žal, da gospod Hojs ni dobil nekega ministerskega mesta, ker bi bil sposoben prevzeti kar široko področje, mnoga področja.
Ampak gre za to, no, da mediji ustvarjajo nek vtis, da je pa nekdo grozen, da je, kako si pa lahko v družbi tega in tega, ko si pa ti vendar, a ne uglajen, zmeren, sredinski, konstruktiven itd. In se mi zdi, no, da vsaj nekateri poslanci v nekaterih strankah so majčkeno še vedno občutljivi na to. Ne vejo, da je zadaj pravzaprav čisto preprosta, brutalna politična igra in da se je treba na take stvari požvižgati pravzaprav, kot da tega ni. Ne. To, kar se kotali in kar nam poskušajo skozi te velike zvočnike dopovedati stari mediji, stare televizije, časopisi, depolitizirani mediji, to ima čedalje manjši vpliv. Ne. To zdaj ni več, kako bi rekel, mnenje, klima v družbi. Ne. To je klima v uredništvih teh medijev. No, zdaj, kaj bo z ministri? Prihodnji teden bodo ta zaslišanja, tako imenovana, in menda v četrtek, čez praktično manj kot en teden, imamo že novo vlado. Ampak pojmo zdaj na začetek tega tedna. Namreč Janez Janša je bil izvoljen, tudi to je bilo veliko presenečenje, z 51 glasovi. Ne? Torej, dobil je več, kot so vsi pričakovali. Kaj se je zgodilo? Ne vem, kaj se je zgodilo. Ne? Tudi ni nemogoče, da se je kdo preprosto zmotil. Ali pa kdo preprosto... Ne. Tisto, kar je pomembno, je, da je dobil vseh tistih 48, na katere računa, in tistih 48, s katerimi bo ta koalicija morala delati naslednja 4 leta. Ne. Čvrstost teh 48 skozi, kako bi rekel, celoten proces nastajanja te vlade, torej od trenutka, ko se je začel trojček pogovarjati med seboj. Tukaj je Nova Slovenija, gospod Vrtovec, eno veliko delo opravil, da je ta sredinski prostor skonsolidiral. Potem do izvolitve gospoda Stevanoviča, potem do izvolitve gospoda Janše in potem zdaj naprej do potrditve vlade. Čvrstost teh 48 je pomembna. Tisti eden gor ali dol za pričakovati je, ne, da se bo predvsem v Svobodi začelo kazati to, da če Svoboda ni na oblasti, pravzaprav ne vejo, zakaj so. Nimajo pravega interesa biti v politiki. Tukaj se lahko začnejo dogajati neki premiki, tudi v smislu prestopov, tudi v smislu cepljanja poslanske skupine skozi čas. Ampak skratka, jaz iz tega 51. glasu tukaj sploh ne vidim neke zgodbe. Ampak vseeno, kdo je bil 51. glas? Mi je povsem vseeno. To se išče. Veste, če bi jih bilo 4, če bi jih bilo 5, ne, potem bi bil to lahko zametek neke avtonomne oziroma neke neodvisne skupine, neodvisnih poslancev, kakorkoli. Ne. Eden je nobeden. No. Ja, ampak to iskanje tega 51. je pa zdaj isto kot tisto označevanje, ki so mu prej te na levi nasprotovali, teh pikcam, krožcem, kaj to bilo? Tisto nasprotovanje je bilo povsem idiotsko. Ne? Isti, ki so nasprotovali temu, so si menda kazali glasovnice, oziroma vsaj, ne vem, a so bili socialdemokrati ali levica, eni so se hvalili, da so si kazali glasovnice, ko se je glasovalo o Janši. Ne. Ja, to je povsem isto. Ne. Tako da jaz bi vsa ta glasovanja v parlamentu naredil javna. Mi smo te ljudi, oziroma volivci so te ljudi izvolili, imajo pravico vedeti, kako so glasovali. In ti poslanci predvsem nimajo pravico lagati, kako so glasovali. Ta tajnost, kot je do zdaj postavljena, jim omogoča, da lažejo, kako so glasovali in zakaj bi imeli mi sistem, ki poslancem omogoča, da lažejo. No, seveda smo pa v tej večurni razpravi pri mandatarju, in na koncu je bil Janez Janša izvoljen kot mandatar, slišali pa tudi eno veliko razpravo, ogromno nekega blatenja in govorjenja čez Janeza Janšo, ne, tako da se je celo oglasil Lojze Peterle, ki je bil seveda prvi predsednik vlade. Janez Janša je ob tem govorjenju v parlamentu spomnil, da smo pred 35 leti, oziroma še več pravzaprav, 35 imeli isti tak dogodek, ne, da je bil takrat Lojze Peterle izvoljen, ampak Peterle se je pa oglasil in je rekel, da se moramo po 35 letih posloviti od revolucionarnega koncepta sovražnika, pa tudi od Dolančeve ideje, da je nekomu namenjeno večno vladanje.
Če ne, se bomo vračali kar naprej v isto duha ubijajoče stanje. Ne? Torej, kaj vi mislite o tem? Ja, jaz se povsem strinjam. Ne. Veliko večina vseh reakcij, ki prihajajo se strani zdajšnje opozicije, se da razumeti zelo preprosto v smislu, da so oni navajeni, da so oni oblast. In da če je na oblasti nekdo drug, da je to neka anomalija, da to ni demokracija, da to ne sme biti, da to ne more biti. Ne. Če nekdo naredi nekaj, s čemer se oni ne strinjajo, potem temu pravi, da ruši enotnost, da povzroča prepire. Ne. To je bilo recimo zdaj v zvezi z temi zakoni, verjetno bova do tega še prišla, ne, ko je glavni argument levice, vi pa s tem širite razdor. Ne. Ko so Svoboda in te levičarske stranke pred 4 leti kadrovsko lomastile, čistile janšiste, depolitizirale inštitucije, ne, noben na desni rekel, vi pa s tem delate razdor. Ne. Vsak je rekel, vi pa s tem, imel je nekaj proti temu, kar so storili. Ne. Torej, ni dopustno, da kadrovsko lomastiš, ni dopustno, da čistiš janšište, ni dopustno, da pod krinko politizacije politiziraš organizacije po svojih interesih. Ne. Noben ni rekel, vi pa povzročate razdor. Ne. Ampak oni imajo pa občutek, če nekdo naredi nekaj, s čemer se oni ne strinjajo, ne da je problem tisto, s čemer se ne strinjajo, ampak povzročanje razdora. Mislim, to je možno samo, če imaš občutek, ne, da si edini, ne, in da si pravzaprav edino merilo sveta in tega, kaj je prav in kaj ni. In iz tega, kako rekel, osla, ki ga jahajo, bi bil že čas, no, da razjahajo. In pridejo iz hoste. Nekateri bolj srboriti pa pridejo iz hoste. Ja. Ja. No, ampak med srboritimi je pa tudi Tanja Fajon, glavna Hamasovka v Sloveniji, zadolžena za žensko zunanjo politiko. Ona zdaj pravzaprav Dimitriju Ruplu, ki je bil prvi zunanji minister Republike Slovenije, koncu tudi v obdobju osamosvajanja, ne, in je dobil zdaj nagrado za življenjsko delo, to mu je potrdil uredniški svet, zadolžen za odločanje. Ona noče izročiti te nagrade za življenjsko delo Dimitriju Ruplu. Ja, ne, jaz ti ne bi rekel, da je Hamasovka, ampak je pa majhna. Ne. To je neka človeška majhnost, da ti nisi sposoben priznati kvalitete, da nisi sposoben dati priznanje nekomu, ki ni čisto iz tvojega, bom rekel, političnega področja, ne, oziroma iz tvoje politične skupine. To je človeška majhnost, no, težko najdem neko drugo besedo za to. No, lejte, zdaj volitve so za nami, premierja, ne, ampak vendarle, ali Janez Janša potrebuje teh 51 glasov tudi vnaprej za razne zakone? Ali kaj on sploh pravzaprav potrebuje? Samo 46 glasov za vladanje. On potrebuje, da koalicija, ki je izvolila gospoda Stevanovića in koalicija, ki je izvolila gospoda Janšo, bom rekel, čvrsto deluje naslednja 4 leta. Ne. In tako kot je napisala Katedrala svobode v svoji izjavi, zdaj le par dni nazaj, ne, iz tistega časa Demosa pred 35 leti, ne, bi se morala tudi desna stran naučiti, da je složnost pomembna in da je včasih treba tudi kakšno osebno zamero, kakšen oseben prestiž žrtvovati za to, da skupen projekt, večji projekt, bolj pomemben projekt peljemo do konca. V tej vladi so ljudje, ki se teh dogodkov spomnijo in sem prepričan, da bo dovolj modrosti, da se zavedajo tega, no, da je pomembna ta enotnost, strinjanja znotraj te koalicije o tistih glavnih, bom rekel, ekonomskih in razvojnih vprašanjih se mi zdi, da je veliko. Tudi strinjanja o glavnih, bom rekel, temu ideoloških vprašanjih, vrednostnih vprašanjih se mi zdi, da je dovolj. To se kaže zdaj ob sprejemanju nekaterih zakonov, še prednje vlada postavljena. In
zdržati skupaj. No. Se mi zdi bolj pomembno imeti torej, teh 48 glasov plus 2 manjšinca, ne, ne 46. 46 pomeni, da nekako računaš, da ti tam nekje 2 lahko poskušajo nekako podkupiti, poskušajo na tak ali drugačen način vplivati, ne, in potem, ko gre eden, ko gresta 2, ko grejo 3, začne ta stvar kopneti, tako da jaz si želim številko 48 gledati 4 leta. Ali pa 51. Ampak na 51 najbrž ne. Lahko tudi več kot 50, pravzaprav bi si želel, da bi za kakšno vprašanje našli 60 glasov za kakšno ustavno spremembo oziroma kakšno spremembo, ki zahteva ustavno večino. Mogoče bodo pa s časoma pri Svobodi ali pa kdo drug na levi prišel k pameti in bo tudi to mogoče. Je pa res, da so vse te stranke zelo programsko sorodne. Te stranke, ki zdaj sestavljajo koalicijo, so zelo programsko sorodne in tudi pravzaprav opozicija je zelo programsko sorodna, ne pa tudi, bom rekel, interesno oziroma z vidika tega, koliko dolga imajo svoji preteklosti in kakšne ambicije imajo za naprej. Ne? Na levi je pravzaprav edina stranka, ki ima neko tradicijo, ki nekaj dolguje in si verjetno želi neko prihodnost, stranka socialnih demokratov. Ostali projekti so pa eden zelo radikalen in se napaja iz te radikalnosti in drugi za enkratno uporabo. No, zdaj prišle so čestitke gospodu Janezu Janši, tujih državnikov, ne? In med njimi mu je čestital tudi Benjamin Netanjahu, izraelski predsednik. Zdaj, to je pa spet pripeljalo do novega, da tako rečem, fopaja, ne? Ne samo Tanja Fajon, ki ne želi izročiti nagrade Dimitriju Ruplu, ampak Robert Golob, ne? Smorate misliti, on je dejal, ne, da je v bistvu bo Slovenija pod vodstvom Janše, tako je rekel, podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic, palestinskega prebivalstva in konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja. No, mimogrede, predmet preiskav je tudi Golob v Sloveniji, ampak pustimo to, ne. Zdaj Golob, ki praktično tudi, ne vem, aj še predsednik vlade, ali kako je to, on je to na vladnem portalu označil nekega politika za vojnega zločinca. Pa kdo je zdaj ta Golob? Pa se je tem ljudem popolnoma zmešalo? V bistvu je žalostno gledati, kako težko gospod Golob pa še nekateri prenašajo to, da niso več na oblasti. In kakšna bolečina in spet kakšna majhnost je tukaj zadaj. Jaz se ne spomnim, da bi gospod Golob čestital komurkoli za izvolitev, niti predsedniku Državnega zbora, niti gospodu Janši. Hkrati pa, bom rekel, to bolečino izliva, ne, s trpečim, zgroženim izrazom na obrazu, potem na družbenih omrežjih. V imenu Slovenije. V imenu Slovenije in iz profila predsednika vlade. Ne. Gospod Golob od tistega prvega sestanka parlamenta, ki je bil več kot en mesec nazaj, ne, kmalu po volitvah, 2 tedna po volitvah, se mi zdi, ne, on od takrat več naprej ni predsednik vlade. Ja. On je poslanec Robert Golob, ki opravlja tekoče posle, je vršilec dolžnosti predsednika vlade, ni pa predsednik vlade. Isto velja za vse ministre. Ne? Funkcija predsednika vlade in člana parlamenta sta nezdružljivi. Če se spominjate takrat, ko je Janez Janša prisegel, da bo postal predsednik vlade, tisti trenutek se je njegovo mesto v parlamentu, njegov sedež izpraznil in je gospod Stevanović začel postopek za imenovanje, mislim, da je nadomestne članice, ki je prišla v parlament na mesto gospoda Janše. Skratka, ker je gospod Janša od takrat naprej predsednik vlade, ni več član parlamenta. Gospod Robert Golob je poslanec in nekako bi se moral začeti v to vlogo uvajati. Kar se tiče te čestitke, ne, spet, ne, to je velika tema zato, ker jo ta medijski konglomerat,
ki sam zase misli, da usmerja javno mnenje v Sloveniji in ki sam zase misli, da tisto, kar oni mislijo, kar te redakcije mislijo, da je pa to ljudsko mnenje ali pa da je treba vsaj mnenje te redakcije razširiti, da bo postalo ljudsko mnenje, da je to kakorkoli pomembno. To je bila ena od čestitk, mislim, da jih je gospod Janša dobil, ne vem, 30, 40, 50, skratka, na desetine teh čestitk. Mislim, da je bil pred dnevi tudi indijski predsednik Modi med njimi. In ta čestitka ima natanko toliko teže kot kakršnakoli druga. Delati iz tega neko ne vem kakšno zgodbo, ne? A je tudi indijska kakšna služba, ki je sodelovala, pomagala Janši na oblast, a je gospa von der Leyenova pomagala Janši na volitvah, ne? Ker vse te čestitke so prišle, gospa Melonijeva, ki je tukaj pomagala, ne? To je absurdno, ne? Ampak to, da se midva zdaj o tem pogovarja, se pogovarja o tem, ker so ta stari mediji iz tega naredili neko zgodbo. Te zgodbe ni. Ampak vendarle imenovati, da Robert Golob imenuje nekega politika, recimo Benjamina Netanjahuja, vojni zločinec. Ja, to je s tem to je izraz njegove bolečine, da Robert Golob ni več predsednik vlade. Ne? In potem, bom rekel, mora se po teh stopnjah žalosti nekako prebiti do vrha. Ne? Zdaj nekje tle od zanikanja prihaja na naslednjo stopnjo. To so samo težke besede, s katerimi on sebe poskuša tolažiti, ki pa nimajo nobene objektivne teže. Gospod Netanjahu je, kako bi rekel, grobo deloval v Gazi, po mnenju mnogih pregrobo. Tudi jaz mislim, da bi lahko kakšne stvari naredili bolj v rokavicah, a veste, ampak lahko je nam tukaj soliti pamet Izraelcem, kaj naj naredijo. Dosti težje bi bilo, a veste, si vi predstavljate, da bi iz Trsta ali pa iz Gorice ali pa od nekje ali pa iz Zagreba dnevno letele rakete na Novo mesto, pa na Gorico, pa na Ljubljano in tako naprej. In potem bi nam nekdo od ne vem kod pametoval, kaj lahko mi naredimo, zato da se bo to nehalo. Ne? Tako da tukaj je treba nekaj empatije pokazati tudi do Izraela, ki je en mečken otoček demokracije in en mečken otoček zahodne civilizacije v tem morju sovraštva okrog njega in kjer mora tako rekoč kar naprej paziti, da je korak pred svojimi nasprotniki, ker če ne bi bil korak spredaj, ga ne bi bilo več. Izraelu gre za življenje, gospodu Golobu in drugim, ki pametujejo o tem, kaj bi in kaj ne bi smel Izrael narediti, gre pa za to, da v javnosti kakšno točko vknjižijo. No in to vknjiženje točke seveda se dotika tudi te tako zloglasne afere Črna kocka, Black Cube, ne? Zdaj, o tej črni kocki še vedno ne vemo, ali so sploh sodelovali, kaj so počeli v Sloveniji, ne vemo praktično nič, je pa novinar Mladine Borut Mekina, ki je takrat skupaj z Mukijem pa Niko sodeloval na tiskovni konferenci in razglabljal o tajnih dokumentih Sove, recimo, a ne? Sova je bila zlorabljena oziroma Muki ali kdorkoli. On je zdaj povedal, da je v bistvu dobil te podatke od nekoga, občana z minimalno plačo. Mislim, kaj ima tukaj zveze zdaj minimalna plača, a če ti nek občan prinese neke podatke, rečete, koliko vi zaslužite, ne? Pa reče, minimalna, ali kako? Jaz sploh nisem razumela te minimalne plače pa tega občana. Pa kjer občan bo tako nor, da bo šel k Borut Mekina, mislim, lejte, to je tak absurd. To je iz tistega filma, v katerem potem sviza zavije čokolado. Ja. Seveda gospod Mekina ne more reči, odkot je, kar je izvedel, v resnici izvedel, oziroma kdo mu je svetoval, ne, da naj poskuša plasirati tako in tako zgodbo. Zmislil se jo ni gospod Mekina sam, morda je dobil kakšne informacije iz Sove, oziroma je Sova naredila nek lik, ne, v ta pravo smer. Morda so v kabinetu predsednika vlade pogruntali, da bi pa afero morda lahko na ta način sanirali.
Ne. Mislim, še dobro, da ni bil nezaposlen ali pa klošar ali pa kaj podobnega. Ja. Je pa skratka na vsak način zanimivo, da nekdo spremlja, kaj se na dvorišču oziroma kdo prihaja in kdo odhaja v stavbo, v kateri ima svoje prostore največja slovenska opozicijska stranka, oziroma takrat je bila največja opozicijska stranka. To je tukaj škandal. Ki je ogrožala oblast. To je tukaj škandal brez primere. Skratka, da neki novinarji, ki so blizu oblasti, dobijo informacije o tem, kdo prihaja in kdo odhaja na sedež stranke SDS. In da Sova to spremlja. Zdaj, a je Sova spremljala, ali je to spremljal nekdo drug? Popoldne ima popoldanski SP, zjutraj ima na Sovi. popoldanski SP, ampak veste, ta omrežja globoke države bi bila zelo naivna, če bi se zanašala samo na policijo, pravosodje, na uradne obveščevalne službe, ampak glede na to, koliko denarja se tam obrača, 10% od investicij, ki so v Sloveniji, ni majhen denar, bi naredila pametno, da bi imela neke, kako bi rekel, kroge, ki so morda iz teh obveščevalnih krogov izhajale. Neke udbovce. Neke privatnike, recimo temu, ki pa za kakšno uslugo, proti uslugo, majhen honorar, sporočajo, vohljajo za zanimivimi. Očitno je šlo za nek honorar, če vemo, da je imel minimalno plačo, pa mora zraven še nekaj zaslužiti. Ne, mislim, morda je to. No, ampak gledajte, tudi v najslabšem primeru. Tudi v primeru, ki seveda sploh ni dokazan oziroma nimamo nobenih indicov, da bi šlo za to, ampak tudi v primeru, da bi Janez Janša telefoniral, slučajno se je v Izraelu pogovarjal, pa bi mu, recimo Netanjahu rekel, jaz pa poznam v Izraelu eno firmo, ki se reče Black Cube, pa lahko kaj najdejo o tvojih političnih nasprotnikih, pa bi Janša rekel, fino, daj mi številko, pa bi jih poklical, pa bi Janez Janša naročil pri neki zasebni izraelski firmi, dajte vi malo najti kakšne obremenilne stvari v zvezi z našo opozicijo, v zvezi z korupcijo in tako naprej. To je povsem legalen, oziroma to je povsem normalen politični boj, da ti o nasprotniku poskušaš nekaj umazanega najti. In če je tuja firma, ki ti to lahko dostavi, to je tako, kot da bi ti pri tuji firmi, ne vem kaj, poštni račun odprl. Ali pa bančni račun, se imamo bančne račune pri tuji firma. Ali pa bi pri tuji firmi naročil, ne vem, recimo svetovanje, PR strategije, kar so številni leve in desne stranke v Sloveniji počele. So tuje firme tukaj. Zakaj bi mogla biti neka detektivska agencija, ki bi posnela, kako teče korupcija v Sloveniji, zakaj bi to moral biti nekdo iz Slovenije? No pa še to, to je nenazadnje ena gospodarska družba. To ni država, to je podjetje. To je podjetje. Če to podjetje zaposluje bivše člane Mosada, je čudovito, ker tisti, ki so delali za Mossad, so izjemno dobro usposobljeni. Niso neki bivši varnostniki, ki so kakšno skladišče, ki varovali. Bivši udbovci z minimalno plačo. A veste, in to, bom rekel, v najslabšem primeru za SDS. Pri čemer je dosti bolj verjetno, da se je ta zgodba odvila zato, da bi Izrael imel nek vzvod nad slovensko oblastjo oziroma nad Golobom. Edina posledica, gotova posledica teh prisluhov je bila ta, da je Slovenija odstopila od tožbe proti Južni Afriki, ker se je nekdo bal, kaj je še vse drugega v teh prisluhih. Verjetno so mu še celo namignili, kaj bo sicer prišlo ven, če tega ne bodo naredili. In ta nekdo ni bil SDS in tudi ni bilo to zdaj v nekem interesu SDS-a, da Slovenija to tožbo prekliče. Tako da te, bom rekel, vohunske igre, te so spet tema in te spet v slovenskem prostoru uspelo okviriti, zato ker tam medijski kartel je sposoben, bom rekel, en narativ v zvezi s tem sprožati in tukaj ljudje, bom rekel, hodijo po družbenih omrežjih in tujci nam pa že ne bodo to in to in to. Zakaj pa ne? Resničen problem tukaj je prvič, da imamo v Sloveniji korupcijo. In v bistvu še večji problem je pa ta, da smo imeli na vladi ljudi, ki so imeli toliko masla na glavi,
da so bili lahko predmet oziroma cilj izsiljevanja. Mi ne vemo, kako bi rekel, kakšno maslo še vse se je tukaj zgodilo, pa ni bilo tako obelodanjeno kot tole. In to se zgodi, če ti pripelješ na oblast ljudi, ki jih pravzaprav prej ne preveriš. Mi v zvezi z Robertom Golobom še zdaj ne vemo, kdo je ta drugi Robert Golob, ki je imel račun v Romuniji, koliko je bilo še drugih takih računov, za katere mi ne vemo, in kdo pa zanje ve, in mu je morda kdaj namignil, mi pa to vemo, gospod Golob, a bi vi to pa to naredili, tako pa tako glasovali in tako naprej. To je možno, jaz tega ne vem. Ne? Ampak mečkanje je treba paziti, da na visoke položaje postavljaš ljudi, ki jih ne moreš z nečem izsiljevati. In to črnokocko so potem podtaknili SDS-u. Se pravim, v najslabšem primeru, tudi če bi bilo vse res, ni nič hudega v zvezi s tem. Neka tuja firma. To ni tuje vmešavanje v volitve, to samo pomeni, da je SDS eno tujo firmo naročila. Pa jo ni, ne? Ja, tudi če bi jo. Ampak glejte, zdaj ta mreža te globoke države, ali kako bi rekli, ne, ogromno nekih podpisnikov, v bistvu so vsi na nekih financah globoke države, so seveda oni na Ustavno sodišče poslali kupico nekih vlog, več 10, češ, da je bila ljudem v Sloveniji, državljanom, kršena pravica do svobodnih in demokratičnih volitev. Zdaj, kako si to lahko razlagamo? No, kršenje pravice do svobodnih in demokratičnih volitev je resna stvar. Ne? In jaz mislim, da če so ti ljudje dokazali, ne, da oni niso mogli glasovati za tistega, za katerega bi radi glasovali, ne, potem je to težava. Ne? Recimo so jim premaknili volišče za predčasne volitve iz, ne vem, recimo Velikih Lašč, tlele v Ljubljano v Stožice, niso mogli glasovati. To je resna zadeva, to je težava, ne? Za katero pa bo verjetno Ustavno sodišče oziroma so sodišča rekla, ja, se je težava, ampak ni tako velika, da bi spremenila rezultat na volitvah. Ne? Če je pa pritožba ta, ne, da se ljudem zdi, tem pritožnikom, ne, sej mi smo glasovali za levico z veliko in levico z malo. Ampak nekdo drug, ki bi pa tudi moral glasovati za levico z veliko in levico z malo, pa ni zato, ker ne vem kaj. Ne? To bi se mogel pa ta drug pritožiti. Volivci, bom rekel, tehle strank bi se morali pritožiti, da jim je bila kratena pravica do demokratičnih volitev, kar pa seveda ni res. Skratka, jaz mislim, da ti ljudje to delajo spet zato, da delajo malo cirkusa, zato, da se pojavijo v medijih, zato, da poskušajo nasuti nekaj peska v to kolesje te vlade, ki se zdaj postavlja. In spet je to velika tema samo zato, ker jo ta stari mediji napihnajo, potem se moramo pa s tem ukvarjati, da na demokratičnih medijih nekako postavimo stvari na svoje mesto. No, zdaj, če gledamo o vladi, prihodnji vladi Republike Slovenije, sva se že razgovorila, pa vendarle prihodnji teden bodo tako imenovani hearingi, ne, pač spraševanja in tako naprej, prespraševanja bodočih ministrov. Kaj menite, da bo glavna tema? Kaj bo glavna tema? Kdo bo najbolj napaden, da tako rečemo, teh bodočih ministrov? Jaz mislim, da najbolj napadeni bodo nekateri ministri iz kvote SDS, prav gotovo gospod Matos, jaz mislim, da se jim bo mešalo od hudega zaradi njega. Je pa ravno, veste, ravno taka imenovanja so potem zdravilna. Ne? To, da bi postal minister kakšen od znanih odvetnikov z leve strani, to bi bilo nekaj najbolj normalnega, sploh se nihče ne bi okrog tega sekiral, nikjer ne bi nastal vihar, tudi v demokratičnih medijih ne bi bilo okrog tega viharja. Kresalova je to bila. Recimo Kresalova, ja. Dobro ste se to spomnili. Ne? Ja. Iz tega vidika se mi zdi zdravilno, da je nekaj takih imenovanj, ki silijo levico z veliko in levico z malo, da sprejmejo, da živimo v demokraciji. Večina se mi zdi za vsa ta imenovanja je. Ne?
skoraj si ne predstavljam, kaj bi se moralo zgoditi, da kdo ne bi bil na koncu potrjen. Bi pa še vseeno vsem svetoval, da se dobro pripravijo, ker lahko se pa osramotijo, ne? Lahko pa pustijo slab vtis. To pa bi bilo škoda. Ja, ampak recimo, no, prav pri Franciju Matosu, on je bil odvetnik, ne? Zdaj, on kot odvetnik je imel pravzaprav tudi vpogled v marsikakšen dosje v vseh teh svojih primerih. In ker je korupcija, boj proti korupciji v novi vladi na prvem mestu, lahko se zgodi, poleg tega, recimo gospod Matos je bil, če se prav spominjam, tudi v svoji preteklosti policist ali pa mogoče miličnik, če je bilo to še pred osamosvojitvijo. Mogoče ima on vendarle malo več vpogleda v to strukturo korupcije, kako stvari delujejo. Mogoče se tega bojijo. Mogoče se tega bojijo, čeprav tukaj ne, da bi on izkoriščal kakšne informacije, ki jih je dobil kot odvetnik v smislu zaupnosti odnosa stranka-odvetnik in da bi to izkoriščal kakorkoli v funkciji ministra, to bi bilo pa narobe. Tako da tukaj je njegova prednost ta, da pozna, kako sistem deluje. Te stvari pa mislim, da mora pustiti, bom rekel, zunaj svoje ministrske pisarne. No, ta teden so se v medijih, recimo v Financah, tudi spraševali, kar je najbolj normalno, kako bogati so slovenski sindikati. Ne? Zdaj sindikati, SVIZ kot največji, ne? Oni so tule prinesli več kot 47,000 nepotrjenih, neoverjenih podpisov. Ne? Dobro, lahko se je podpisal kdo, neka Miki Miška, ali ne vem, bomo videli, ne? Ampak da bi bil ta referendum, ki ga je vmes tudi ta teden Državni zbor zavrnil, pa vendarle, ne? No, oni so prinesli te podpise in ljudje so se spraševali, kako bogati so pa sindikati, kajti glavna poanta njihove kritike je, da so te zakoni, predvsem ta interventni zakon, da je napisan za bogataše, ne pa za ljudi, te z minimalno plačo, recimo za tega, ki je prišel k temu novinarju Mladine pa povedal, kako je bilo. No, skratka, zdaj kako so bogati. Recimo Branimir Štrukelj od leta 1996 vodi sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, to je SVIZ. In ta SVIZ ima zelo razpršene naložbe. Konec lanskega leta je imel 39 milijonov evrov sredstev. Ta sredstva so zrastla glede na leto prej za 30%. Največji del sredstev plasirajo v dolgoročne naložbe, imajo tudi banko, v banki imajo, mislim, da 11%, sicer pa imajo tudi ogromno nepremičnin, ne? Zdaj, v Delavski hranilnici imajo 17%, nepremičnin pa tudi zelo veliko. Skratka, in imeli so dobiček, mislim, da 2 milijona. Skratka, to so neki bogataši. To je ta elita, ali kako? Ja, čeprav ne, tisto, kar ste na začetku rekli, ne, da oni problematizirajo in bi dali na referendum zakon, ki je napisan za bogate, ne, ki je napisan je za bogate, za obdavčenje bogatih. Ne. S tem oni priznajo, da je to zakon o davkih. Če govoriš o zakonu za bogate, če govoriš o zakonu o davkih na bogate, se ni samo o tem. Ja. Ne? Je tudi o mnogih drugih davkih, ki jih vsi plačujemo, ne samo tako imenovani bogati. Ne? S tem si oni jemljajo legitimnost, da bi ta referendum sploh smel biti. Ker referenduma o davkih ne more biti, oni pa že ves čas govorijo, da je glavna tema tega zakona so pa davki za bogate. Tega ne more biti. To je nesmiselno, koliko podpisov so tlele prinesli, če jih je 47,000 ali pa če jih je bilo 47, je čisto vseeno. Če bo slučajno ta referendum potrjen, pa mislim, da bo Ustavno sodišče toliko pametno, da bo ugotovilo, da ni ustavne podlage za to, ne? A potem oni rabijo 300,000 pa nekaj podpisov. Kar se tiče tega bogatstva, ne? Marsikje je članstvo v sindikatu napol avtomatično, skratka si nekje v službi, skoraj po defaultu ti trgajo od plače. Ja, se mi zdi, da je ta ureditev, ki je zdaj predlagana, da bi morali ljudje to plačevati članarino za sindikat na položnico, tako kot jaz plačam, kaj pa vem, članarino za Avtomoto zvezo na položnico, da bi bilo to korektno in potem bi se videlo, koliko podpore
člani sindikata res imajo. Druga velika težava, ne, je pa ta, da večinoma, ne, ali pa tudi, če bi brali, kako se je sindikalno gibanje začelo, pa kakšno je bilo recimo pred drugo svetovno vojno, pa kakšno je v drugih državah, ne, je ta sindikalna članarina namenjena temu, da v primeru, da delavci zaidejo v težave, recimo, da stavkajo, pa ne dobijo plačano, da so odpuščeni po krivici, pa jim je treba plačati odvetnika in tako naprej, da se to nekako pokriva iz teh članarin, ne. Sindikalne članarine so bile pred drugo svetovno vojno nek mehanizem, kjer, ko je nekdo izgubil službo, se je poškodoval in tako naprej, mu je sindikat skozi to pomagal, ne. Naši sindikati so si izborili še v prejšnjem sistemu tako pozicijo, da kar se tiče članarin, je vse tako, kot je nekoč bilo. Poraba članarin, zakaj pa ta denar porabljajo, je pa za to, da se obnašajo pravzaprav kot neka kapitalska oziroma investicijska družba, katere vodilni so pravzaprav bogato plačani na svojih položajih. Tako da to ni tisti sindikalizem, ki si ga bi delavci zaslužili. Imajo 64 nepremičnin na 41 lokacijah. V skupni izmeri 4300 kvadratov, seveda z ocenjeno vrednostjo 2,5 milijona evrov. Torej, če bi tako pogledali, ne, koliko so sindikati finančno močni, recimo vizavi političnih strank, ne, koliko, če bi primerjali premoženje sindikatov s premoženjem, recimo z vsoto premoženja SDS-a, Nove Slovenije, pa Fokusa, pa Ljudske stranke, pa Demokratov, ne, bi ugotovili razliko. Tlele ni skoraj nič, tamle je pa ogromno. Ne? Potem se pa pejt politične boje. Ne? Med nekom, ki ima v lasti 17% neke banke, pa kako ste rekli, 47 ali 50 Oni nepremičnin. Imajo 11,7% delež banke, ne? Potem pa imajo v Krkiso, pa se bori za nekom... Advanced Capital Partners, so investicijska družba. Pa se bori za nekom, ki ima eno nepremičnino v Ljubljani. Ja, tako je. Skratka, to ustvarja na političnem trgu oziroma v političnem prostoru neko anomalijo, seveda spet v korist levice. In globoke države pravzaprav. In ti sindikati so globoko politično opredeljeni. Mislim, da je gospod Štrukelj kandidiral za stranko Levica. Ne? On je državni svetnik, glasuje v državnem svetu, s tem ni nobenih problemov, s gospodom Lotričem so bili pa vsi križi. No in ne samo sindikati kot organizacija, tudi osebno je gospod Štrukelj zelo bogat. Poglejmo, kako mu je to povedal gospod Cigler Kralj. Povejte vašim članicam in članom, koliko zaslužite potem tudi s sejninami, pa državni svet, pa s tem, da ste nadzornik v Modri zavarovalnici, da ne govorim o tem, da ste že precej čez mejo priporočeno za nadzornika v Modri zavarovalnici, ob tem pa seveda, glej, vsi, bi rekel, zaposleni v izobraževanju plačujejo v drugi steber pokojninskega zavarovanja pri Modri zavarovalnici. Tako da krog je sklenjen in tu je jasno, kakšna je pravzaprav sindikalni interes. Na osebne diskreditacije. Mojo plačo določajo učitelji in učiteljice 54-članski svet in sem v 57 plačnem razredu, kar je manj, kot imate vi, za neko pomembno razliko, da mene ne plačuje država, mi pa plačujemo, vi pa vašo plačo vsi plačamo. Mene pa iz lastnih žepov plačajo učiteljice in učitelji. In to je pomembna razlika. Plus državni svetnik, plus nadzornik v Modri zavarovalnici, plus ste sigurno še član kakšne skupščine, pa so še tam sejnine lete, tega se zna kar nabrati. Ampak o kakšnih denarjih zdaj govorimo? 57. razred, koliko je to? Bruto točno ne vem, ampak manj, kot ima gospod Kralj. To bi bilo 5000 bruto plus približno 1200 na mesec za sejnino na državnem svetu, potem verjetno preko 1000 evrov. 1200 in to ni plača, gospod Kralj, tudi vaših prihodkov ne seštevamo. No, ampak ker vedno govorite, da delamo za bogataše in se je treba v tej Sloveniji vprašati, kdo je bogataš. In jaz ne pridem čez to čez. Sem daleč spodaj od tega. Ampak ste pa blizu. Ne, vi ste bližje. Dobro, gospod Štrukelj ni revež, ne. On ni taki prinesel novinarju Mladine.
tiste podatke. No, ampak takole, ne, to, kar je rekel Branimir Štrukelj, da njegovo plačo plačajo, vi ste v izobraževalnem sistemu iz svojega žepa. Ja, to ni res, ker izobraževalni sistem pa je plačan od države, ne? A veste, zdaj mogoče kakšna zasebna izobraževalna ustanova, se pa ljudje pač ne včlanijo v njegov sindikat, ne? Oni posredno je plačan od države, kako lahko to reče? No, ne vem, jaz, ko sem tole poslušal, sem si mislil, ne, se pravzaprav res, ne, zakaj pa ne bi tudi z desne strani mečkano potrkali na to ljudsko zavist, ne. Ljudje najbolj zamerijo v Sloveniji nekomu, če je bogat ali pa če ima skratka višjo plačo, kot imajo oni. Zakaj bi to orodje smela uporabljati samo levica praktično vsakič, ko je treba neko rešitev, ki recimo pomaga bolj pridnim pa bolj podjetnim sesut, na to zavist štartajo. Jaz moram reči, jaz osebno gospodu Štruklju privoščam denar in blagostanje in dobre avtomobile in lepe počitnice in draga stanovanja in tako naprej. Problem je, ne, kako on vodi šolski sistem. Ne. Problem je, da ima učiteljski sindikat bistveno prevelik vpliv na to, kako je organizirana slovenska šola in da je pričakovanje do vsakega šolskega ministra, ki ga izrazijo sindikati in če je treba, pridejo štrajkati, žvižgati in tako naprej, ne, da je naloga tega ministrstva za šolstvo, da bo poskrbel za učitelje in za profesorje in za vse druge v tem sistemu. To ne drži. Ne. Naloga ministrstva za šolstvo ni, da skrbi za učitelje, ampak je, da skrbi za učence, da skrbi za študente, da skrbi za dijake, da skrbi za konec koncev zaposlovalce, tiste, ki bodo te iz izobraževalnega sistema vam pridejo zaposlili, ne? In njegova skrb za učitelje samo v toliko, da če so učitelji kvalitetni, bo output iz tega sistema kvaliteten. Mislim, da se gospod Rončević tega dobro zaveda in da on ne bo minister za šolnike, ne? Tudi ne bo toliko minister za šolstvo kot nek abstrakten sistem, ne? Ampak je treba biti minister za tiste, ki se šolajo. Ja, no in... Ki morajo biti prva skrb na tem položaju in seveda, veste, ti gospoda Štruklja ne skrbijo nič. Ne? Njega skrbi, kako bi učitelji za čim manj dela dobili čim večjo plačo, kar je povsem legitimen sindikalni interes, ampak tega se moramo zavedati. Ne? Čim manj dela, čim višja plača in pa, da bi šolski sistem nekako, kako bi rekel, tekovine revolucije plasiral naprej. Tukaj pa tudi radi pomagajo. Zato najbrž ne čudi, ne, da so zbrali te podpise, kakršnikoli pač ti podpisi že so, ne, ali od Miki Miške, ali so overjeni, niso overjeni, ne, ampak vendarle zbirali so pa podpise po izobraževalnih ustanovah, a so jih tudi na fakulteti, na univerzi? Zbirali, oziroma jaz si predstavljam, da so sindikalni zaupniki oziroma člani sindikata po šolah, da je bilo skoraj obvezno, da si bil črna ovca v kolektivu, kot se temu po starem reče, če nisi te izjave podpisal. Zato jih je bilo tudi toliko, skratka, to ni, bom rekel, naravno, to ni grassroots, to je, bi bilo zanimivo vedeti, koliko ima ta sindikat članov, ne, bi verjetno prišli do podobne številke. Bil je poskus, da bi podpise zbirali tudi na univerzi, mislim, da so na filozofski fakulteti kar eno stojnico postavili in poskušali pravzaprav študente novače, da bi dajali podpise, profesore novače, da bi dajali podpise, marsikdo bi se ustrašil, marsikdo bi se bal, kdo bi videl, katerega od profesorjev pa asistentov, ki tam od študenta pričakuje, da bo dal podpis, ta študent bo prišel čez par mesecev k njemu na izpit. In moram tukaj pohvaliti rektorja Majdiča, ki je poklical pa rekel, naj tole ustavijo, ne, da se enostavno to vrstna politična agitacija na univerzi ne spodobi. Ja, ampak jaz osebno sem pa videla ta poziv k podpisovanju v eni od ljubljanskih gimnazij. To sem pa videla na lastne oči. Ja, tudi, kako bi rekel, tam, bom rekel, v javnem prostoru, tega ne bi smelo biti. Lahko bi bilo pa obešeno v zbornici, tam, kjer dijaki tega ne vidijo. Ne? Pač, če v izobraževalnih ustanovah ne sme biti politične agitacije. Ja. Ne?
Po drugi strani, ko je pa, mislim, da je bil podmladek SDS-a v neki gimnaziji organiziral ne podpisovanje neke politične peticije z, kako bi rekel, z zakonodajnimi posledicami. Izven časa izobraževanja. Pogovor, da študentje oziroma da se z dijaki pogovorijo o družbenih zadevah, je bilo pa spet vse narobe. In mi imamo tukaj neko veliko asimetrijo med tem, kaj si lahko dovolijo eni, pa česa si ne smejo dovoliti drugi. No, poglejmo, zdaj to je dobra iztočnica. Zdaj Stevanovićeva stranka Resnica je vložila v parlament predlog zakona o obveznem testiranju na droge. In zdaj, kaj si lahko mislimo o tem? Torej, alkohol je izvzet, pa menda je izvzeta tudi konoplja. Kakšni bodo izidi? Tukaj bom jaz vseeno, kako bi rekel, svoj liberalni klobuk dal na glavo in rekel, da imajo poslanci pravico, da tudi pijani oziroma pod vplivom drog sprejemajo zakone. Cel kup slabih zakonov in cel kup političnih neumnosti sprejemajo slovenski levičari, tudi ko so popolnoma trezni. Zato droge niso najhujši problem. Me pa veseli, da ima spet en velik del levice z malo in levice z veliko s tem težave. Zakaj pa ne? No? Če ne smeš biti za volanom, kako bi rekel, pod vplivom drog, verjetno ne bi bilo dobro tudi, da si v parlamentu. Ampak zakaj so izvzeli konopljo? No, dobro vprašanje, ne? Zakaj so izvzeli alkohol? Ne? Ali lahko tam glasuješ pod vplivom alkohola, bi morali prej pihati. Kot pravim, jaz mislim, da to sodi nekako pod demokratično svobodo, ne? Da če že to testirajo, jaz mislim, da sankcij, zakaj bi, mislim, da ustavno imaš pravico, da delaš s svojim telesom vse sorte neumnosti. Ne? Je pa to, kako bi rekel, zakon, o katerem se govori, okrog katerega se resnica profilira, ki daje resnici pač neko politično dinamiko oziroma so del tega procesa, izvajajo svoj program, oni so v svojem programu imeli. Zdaj, če je to testiranje cena za to, da bo pa resnica podprla, kaj pa vem, neko rešitev na področju zdravstva, na področju gospodarstva, konec koncev tudi na področju zakonodaje v zvezi z pokopom žrtev revolucije, prav pa ne testirajo še na droge poslance. Ne? No, ta konoplja je bila tudi predmet referenduma pred 2 letoma. Ne? Takrat so se ljudje zavzeli za legalizacijo konoplje, ki se uporablja v medicinske namene. Ne? Mogoče se lahko razberemo, da mogoče sledi tudi nekaj takega. Je že, ampak potem bi vsem lahko za konopljo testirali, pa bi bili tisti, ki prinesejo od zdravnika opravičilo, bili opravičeni. Ne, jaz spet ne, doktrina neka liberalna bi rekla, pač to je svobodna, vsak naj počne in se zadeva, s čemer mu paše. Izkaže se, da vendarle družbe, ki se preveč vdajajo različnim omamam, niso dobre, ne napredujejo, ni v njih zdravo vzdušje. Mi smo družba, ki smo, vsaka civilizacija ima pravzaprav neko svoje mamilo in ne vidim razloga, da bi mi širili. Mi smo alkoholna civilizacija, če bi temu tako rekel. In zakaj bi dajali možnost oziroma zakaj bi širili, še bolj odpirali možnost za neke slabe navade, še z drugimi substancami. No, seveda, zdaj jasno, ti, ki se zdaj poslavljajo od oblasti, so zaskrbljeni. Med njimi je pa tudi predsednica države Nataša Pirc Musar zaskrbljena. Poglejmo, kaj pa njo skrbi. Pri KPK-ju se pa dajmo vprašati,
Kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati? In če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro. No, KPK, državna televizija. Mimogrede, ta državna televizija je izplačala Nataši Pirc-Musar, mislim, da 70.000 evrov, ker ni bila izvoljena na funkcijo direktorice. Ne? Toliko o tem. Na KPK-ju je pa tudi njena prijateljica, ki jo je pač ona plasirala tja po večjih poskusih, kam bi jo dala, kje bi našla službo. Ja. In zdaj se to ukinja mesto njene prijateljice. Kako? Jaz zastrižem z ušesi in sem vsakič zelo skeptično pozoren, ko nekdo reče, ja, ampak če bi bili pa boljši ljudje, ne, če bi imeli bolj kvalitetne ljudi, bi pa zadeva boljše funkcionirala. Ne. To je truizem, to je samo po sebi res. Pri vsaki stvari, če daš boljšega človeka, ne, če daš idealnega človeka nekam, bo tista stvar boljše funkcionirala. Težava je v tem, da ljudje niso idealni, da jih ni idealnih ljudi veliko in da je treba sistem postaviti tako, da tudi če ljudje niso idealni in če niso, ne vem, mati Tereze in tako naprej, da zadeva funkcionira. In očitno je, da tako kot imamo sistem zdaj postavljen, ne funkcionira in ne bomo rešili stvari tako, da bomo v sistem, ki ne deluje, zmetali več denarja, ali pa da bomo rekli, sej sistem bo začel delovati, če bomo na vrhu spremenili, kdo je glavni. Sistem je treba spremeniti, jaz dejansko ne vidim nobene potrebe, da imamo to slavno komisijo za preprečevanje korupcije, ker pravzaprav od nje ni dosti druge koristi, kot da vsake toliko časa zažene neko moralno paniko v zvezi z neko domnevno korupcijo nekih politikov, iz česar se pa praviloma na koncu nič ne zgodi. Tisto, kar rabimo je, če je korupcija, imamo za to policijo, imamo za to tožilstvo, naj to preiščejo. Ne. Predvsem je pa stvar taka, da če imate vi sistem, ki koruptivnost omogoča, ki koruptivnost nagrajuje. Ne? Skratka, to se pa zgodi tam, kjer ljudje ne delajo s svojim denarjem in je tam nek tuj denar, ki ga imajo pa možnost spraviti v zasebne žepe, je treba ta sistem tako popraviti, da je teh možnosti dela s tujim denarjem manj. To pa pomeni umikati državo iz komandiranja in financiranja cele množice nekih dejavnosti oziroma povečati možnost in svobodo, da se te dejavnosti, tudi če so javne, tudi če je ustanovitelj nekega zavoda, recimo bolnišnice, zdravstvenega doma, država, občina, da se ima ta zavod možnost podjetniško oziroma podjetno obnašati. Skratka, da se jim splača recimo prihraniti na materialu, ker bodo lahko izplačali večje plače. Primer. Ne? V tem primeru ne bo nobene korupcije pri nabavah materialov, ker bo vsak poskušal kupiti čim ceneje, zato da bo sebi ali pa svojim zaposlenim čim več izplačal. Če pa te možnosti nima, ne, bo pa pač tam material preplačal, pa bo tisti denar nekako prišel do njegovih prijateljev. Ne. In podobnih schem je vse polno povsod tam, kjer je država lastnik ali kjer država za nekim premoženjem upravlja in rešitev korupcije je v resnici preprosta. Ne. Korupcijo rešimo tako, da stvari privatiziramo. V privatnem sektorju nimate nikjer korupcije. Ne boste nikoli brali o tem, da je en obrtnik podkupil drugega obrtnika, da je en podjetnik podkupil drugega obrtnika. Bo pa vedno nastala korupcija na nivoju privatno-državno, kjer bo poskušal nek privatnik nekega državnega uradnika ali pa nekega javnega uslužbenca podkupiti za to, da se bo nekaj zgodilo. No in isto pri RTV Slovenija. Zdaj nazadnje so jo spet zalili z denarjem, to denar priteka. Kar se RTV Slovenija tiče, sem jaz že večkrat rekel, da vsebinskega razloga za to, da imamo v bistvu državno javno televizijo, recite temu, kakor hočete, ni več. To je bilo smiselno v 50-ih, 60-ih letih, ko je bilo silno drago postaviti televizijo, ko je bilo postaviti takle studio, kjer se dva pogovarjata, pa so 3 kamere, pa gre stvar v živo med ljudi, si je lahko dejansko samo država privoščila. Danes si to lahko privoščijo, kako bi rekel, ljudje, nam rekel z minimalno plačo, ampak s povprečno plačo lahko popoldne si en takle studio uredijo, majčkeno slabši od tega, ne, in delajo televizijo. Ne.
Jaz sem sicer tudi na nek način proti temu, da bi se RTV financirala iz proračuna, ker to spet pomeni, da bomo nekateri plačevali več, tisti, ki plačamo več davkov, nekateri, ki ne plačajo nič davka, ne bi pa za to televizijo plačali nič. Ne. Mislim, da bi bilo treba najti neko drugo rešitev v smeri, kjer bi državljani imeli možnost, podobno kot pri dohodnini, da bi povedali, kateremu mediju bodo en del RTV prispevka oziroma nekega medijskega prispevka namenili in bi se to potem delilo kako bi rekel, bolj pluralno med različne medije. To pomeni, da bi med ljudi prihajali različni glasovi, levi, desni, srednji, in bi bili ljudje boljše obveščeni in bi demokracija boljše delovala. Tako da, ko se Golob in drugi pritožujejo in da volitve niso bile poštene, ne, če zaradi česa volitve niso bile poštene, so bile zaradi te nagnjenosti medijskega prostora v Sloveniji v levo. No in seveda lahko pa skrbi tudi Zorana Jankovića, župana Ljubljane. Zdaj prva stvar je, kar se dotika kanala C0, je, da je v bistvu na sodišču pravzaprav ena od lastnic parcel dosegla to, da se zdaj tale cev, ki jo je Janković noter postavil, da se umakne. Ne? To je ena zadeva. Kako bo zdaj s tem C0? Jaz mislim, da bo še nekaj let trajalo in da ga bodo na koncu, kako bi rekel, zasuli, oziroma ne vem, če ga bodo izkopali ven, ne, ampak zamašili, kakorkoli ne bo v uporabi, ker je res samomorilsko, da vi peljete odplake, kako bi rekel, čez vodonosnik, torej imate cesto, po kateri cel kup različnih vozil ne sme voziti, torej vozil z različnim tovorom ne sme voziti, ker je nevarno zaradi pitne vode. Zraven te ceste imate pa kanal, po katerem gredo odplake in ki je pravzaprav tja postavljen samo zato, da bi pa upravičil neko čistilno napravo, ki je prevelika na nekem drugem koncu Ljubljane in potem poskušaš od vse povsod pripeljati odplake sem not, namesto da bi v Medvodah naredil eno manjšo čistilno napravo in prečistaš, vržeš oziroma spelješ stvari v Savo in problem reše. Tako da tukaj bi se bilo treba vprašati, oziroma na koncu bo treba nekoga vprašati, kdo je sploh, zakaj je sploh prišel na to idejo. Zaradi 10%. Tukaj bo ogromno nekih stroškov, tudi evropska sredstva, ki so bila porabljena, gradbena dela so bila narejena, beton, kanalske cevi in tako naprej je ugrajeni, stroški so bili, koristi ne bo nobene. Kdo je v tej liniji odločitev, ki je k tej negospodarnosti pripeljal? Torej, župana lahko skrbi. Seveda se zato tako krčevito bori za to, da bi bila investicija, kako bi rekel, pravno formalno končana. No, potem je tu sežigalnica, ki tudi kaže, da se bo začela, ne? Čeprav je prav ta teden je bilo eno srečanje, velika okrogla miza, debata o sežigalnici. Postavitev sežigalnice v Ljubljanski kotlini je res lahko sporna. Kaj vi menite kot gradbenik? Kot gradbenike, veste, se ukvarjamo s tem, a znamo narediti dovolj visok dimnik. Ja, ampak lejte, ta dimnik, veste, kakšen temelj bo imel na Barju? Jaz še vseeno sem nekako mnenja, da če imate vi kolikor toliko sposobno čistilno napravo, ki prečiščuje izpuhe iz take kurilnice, oziroma iz take sežigalnice, da je sežiganje vseh smeti, ki gorijo, verjetno najbolj gospodaren način, da se smeti znebimo. Skratka, vse, kar gori, zažgeš, dobiš iz tega toploto. Je pa res, da je treba pa majčkeno čistiti, kaj gre iz dimnika ven, ker v nasprotnem primeru samo na neko razmeroma široko oziroma zelo široko področje razpršiš to umazanijo. Tako da ne poznam dovolj detajlov te sežigalnice, tudi lokacija dejansko na Barju se ne zdi najbolj modra. Je gradbeniško zahteven projekt narediti na Barju dovolj visok dimnik. Tamle nekje, kjer je pa toplarna ali pa Tetol,
se pravi na bežigrajski strani oziroma moščanski strani, tam bi pa to šlo. No? Ne, je pa dejansko dimnik mora iti skozi meglo. No, pa je ne gre. Tu smo imeli doktorico Metodo Dodič, fik-fak je rekla, da ne gre skozi to plastiko. Če pa ne gre, je pa prenizek. Je pa bolje, da ne. Ampak vendarle. No, to je ena zadeva, ta sežigalnica. Druga zadeva so seveda parkirišča v Ljubljani, ki prav te dni je ta skupina zbrala dovolj podpisov za referendum. Zdaj govori se, da bo ta odlok Jankovićev ustavljen oziroma umaknen. Kako vi gledate na to? Ljubljana pravzaprav je zasuta z avtomobili, javni promet ne deluje tako, kot bi moral. Kam naj ljudje, ki živijo v blokih, res zvečer parkirajo svoja vozila? Ta problem se je pojavil, bom rekel, v tako hudi obliki tisti trenutek, ko ne samo, da so ti ljudje imeli težavo, kam postaviti svoje vozila, ne samo, da so jim skozi neke ukrepe v bistvu redarstva zmanjšali število parkirnih mest oziroma ne parkirnih mest, ampak kam se da avto postaviti. Ne? Ampak so jim zato nesposobnost, da bi ljudje parkirali, še zaračunali. Ne? In zaračunali so jim površine, ki so jih ti ljudje, takrat, ko so stanovanja kupovali, pravzaprav plačali. Ne? Ta funkcionalna zemljišča, ko se jim je včasih reklo, ki so bila okrog blokov, ki so bila okrog tudi stanovanjskih sosesk in tako naprej. Vse to je bilo sfinancirano skozi sredstva, ki so se pridobila skozi prodajo tega končnim lastnikom. Ne? Tudi tam, kjer jaz stanujem, je, kako bi rekel, pred hišami eno veliko parkirišče, ki je bilo zgrajeno takrat kot hiše, ne? In ki je bilo zgrajeno iz denarja, s katerim smo mi te hiše kupili. In potem po nekih 25-30 letih, ne, ti nekaj, kar si že enkrat plačal, župan hoče nazaj prodati oziroma ti zaračunava najemnino za to, da bi ti tam lahko parkiral. Ne. In, to je del nekega procesa, ki v Ljubljani teče, in to je, da župan ljudem mesto monetizira oziroma jim ga prodaja nazaj, jim ga zaračunava. Tukaj v Štepanjskem naselju je zadeva samo sodu izbila dno, ampak praktično povsod, ne, kjer so stanovalci do zdaj parkirali brezplačno, kjer tudi nekih silnih problemov z številom parkirišč ni bilo, ne, povsod se je pojavil, povsod so začeli to zaračunavati. Ne. Stanovalci lahko kupijo letno karto za nek recimo zmeren denar. Ki jim ne jamči parkirišča. Ki jim ne jamči parkirišča, ne? Ampak tisti, ki pa pride na obisk, mora pa 24 ur na dan, 7 dni na teden plačati parkiranje. Ne? Da si pa vi predstavljate, imate pa nekje, recimo, stanujejo v nekem bloku, enem od teh blokov, vaši, recimo, starši, ki jih vi obiskujete, ne? Ali pa nekdo jih pride mogoče dopoldne kaj pogledati, ne? Nimajo več avtomobila, upokojeni so, ne vozijo več. Ne? Prej je nekdo prišel, parkiral, uredil, kar je bilo pač potrebno, ne? Zdaj mora plačati parkirnino, ne vem, 1 evro na uro ali nekaj podobnega. Ne? Sistem je tak, da dovolilnice nekdo ne more dobiti za nekoga drugega, da bo prišel, ki bo hodil k njemu na obiske in tako naprej. Če nima avta sam. Ne? Če sam nima avta. Ne? Ja. Skratka, veliko nekih investicij se je v Ljubljani šlo, ki ne vračajo denarja, in ta denar je treba prebivalcem pobrati na nek drug način. Ne? Malo gre tu tudi v kontekst tega boja proti avtomobilu, ki ga neka skupina blizu župana vodi in ki se pozna takrat, ko praktično vsaka rekonstrukcija, ki se v Ljubljani zgodi na področju cestnega prometa, ima za posledico, rekel, majčkeno ožje ceste, majhen bolj oglate ovinke, majhen več semaforjev, nekaj več grbin, skratka temu rečejo umirjanje prometa. Posledica tega umirjanja prometa je, da se promet res umirja, da je počasnejši. Če je promet počasnejši, gre skozi presek manj vozil, skratka so še večji zastoji. In
ljudje imajo težave. V teh zastojih pa seveda tudi ljubljanski potniški promet stoji. Ja, ampak mislim, da ste se prav vi javili na spletu tudi z idejo in s komentarjem. 2 tedna nazaj je mestni avtobus povozil na enem takih križišč neko 17-letno dekle, prav zaradi napačnega križišča oziroma napačnega prehoda. Zdaj, to ni moja stroka, ne? Ja. Ampak se mi zdi, da je pa to ena stvar, ki bi jo bilo treba pogledati. Ne? Ena od zadev, ki jih v Ljubljani delajo, je, da rišejo prehode za pešce, kako bi rekel, tik ob tisti cesti, ki gre naravnost. Ne? Češ, da je to bolj udobno za pešce, ker lahko gredo naravnost in ni treba narediti enega mečkega, bom rekel, ovinčka, ne? Ker bi bil prehod za pešce postavljen recimo 3-5 metrov v bolj tisto desno ulico, ja, čez katero gre. Ne? Posledica tega je, da seveda, če imaš ti prehod za pešce takole pred seboj, ne, natančno vidiš, kdo gre čez prehod. Ne? Če je pa prehod za pešce tik ob liniji, ki vodi naravnost, imaš pa pešca, ki ti pride izza hrbta, pa pešci niso najhujši, kolesar ti pride izza hrbta. Ja. Ne? Ja. Se mi zdi, bojim se, da dober namen ima lahko hude posledice. Kot rečeno, pa ta primer premalo poznam, da bi lahko to sodil. Bi se pa vprašal, zakaj so nas včasih učili, da se naredi prehod umaknjen v ulico. A to so nas učili? To so nas učili in tudi starejši nemški standardi pravijo, da se to umakne. Prvič zato, da boljše vidiš, kdo gre čez, drugič, če eden zavija, da ne blokira vseh, ki grejo naravnost. Ne? No, je pa še ena ideja se pojavila strani strokovnjakov, da bi morali v bistvu semaforji se za pešce prižgati 3 sekunde prej, da bi te ljudje že štartali, preden bi voznik, recimo v tem primeru avtobusa, začel zavijati. Bi imel še rdečo, pešci že zeleno in bi se premaknili na sredino prehoda, tako da bi jih ta avtobus videl. Ja, ne, tisto, kar se meni zdi čudno, jaz sem šel gledat, obstajajo neke smernice za prometno ureditev v mestu Ljubljana. Skratka, nek dokument, deloma političen, deloma strokoven, ki to ureja in tam se to zahteva. Ne, tam piše, pešcem je treba prej pržgati zeleno kot avtomobilom. Ne? Zakaj je bilo na tem križišču ravno obratno? Ne vem. Ne? Tako da, ampak spet, a veste, če imate pa vi umaknjen prehod za pešce Mečkanovo ulico, tudi če istočasno obem pržgete, do takrat, ko bo vozilo prišlo do prehoda za pešce, bodo pešci že štartali. In jim bo treba ustaviti. Tako da jaz bi si želel, da bi bilo manj nekega protiavtomobilskega aktivizma v Ljubljani in da se da to narediti povsem brez škode za pešce in za kolesarje. No, to so teme, s katerimi bi se župan moral ukvarjati, ta kanal C0, sežigalnica, pešci, parkirišča, ne pa da dela te neumnosti, ki vodijo samo v pobiranje procentov. Ampak zadnja tema so pa seveda žale, ne, tu pa spet naš župan zelo, zelo aktiven in govori o mestu heroju, ki pač ne bo popustilo, on ne bo dovolil, da se tisti pobiti, izvensodno pobiti, nobenemu ni bilo sojeno, zakopljajo na Žalah. Ja, zato, ker on nasprotuje pokopu žrtev revolucije na Žalah, lahko počne vse drugo, lahko počne pravzaprav karkoli. Ne. To je njegova, kako bi rekel, out of jail karta na nek način, bi temu pri Monopolju rekli. Žalostno. Ne. Žalostno, ker civilizirane ljudi nas naredi ravno to, da svoje mrtve pokopavamo, pokopujemo v svoji sredi, blizu naših bivališč, zato da nas nase spominjajo, da nas nase opominjajo, da nas opominjajo, da imamo nek dolg do te preteklosti, da imamo neko nalogo to preteklost posredovati v prihodnost. In zato je to neko osnovno civilizacijsko vprašanje, za katerega je zelo žalostno, da ga slovenska levica ne razume. Ampak novela kaj bi kdorkoli izgubil na levi strani, ne?
če bi rekel v redu, naj se to pokoplje na ljubljanskih Žalah. Žal nam je, če smo bili mi, oziroma če so bili naši predniki kakorkoli tukaj udeleženi, pokopljimo, zaprimo to poglavje, naj nas ta spomenik na Žalah vsaj enkrat na leto spomni, kaj se je zgodilo, zato da se to ne bi več ponavljalo. Ne? In spet ne zmorejo tega civilizacijskega koraka, tukaj ne bom rekel, da ne zmorejo neke širine, ne zmorejo biti, da je to majhno, to je preprosto necivilizirano. No, ampak zdaj v Državnem zboru je pa že ta novela tega zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev iz leta 2015. Je ta zdaj novela, njej je dal odbor Državnega zbora oziroma za obrambo, je prižgal zeleno luč. Torej, ali bo ta zakon zdaj to spremenil? Zakaj ta zakon že prej ni bil sprejet? Mi bi to lahko uzakonili, 35 let imamo že svojo državo, mimo župana Ljubljane bi to lahko naredili. Jaz si predstavljam, da si 35 let nazaj nihče ni predstavljal, da bi bil to lahko problem. Ne? Takrat smo si predstavljali, da bomo k večjemu imeli za to vedno več znanja, vedno več informacij, vedno več razumevanja, da bomo skratka tisto propagandno verzijo zgodovine pustili za seboj in da se bo to zgodilo samo od sebe. Ne pa, da bomo imeli župana, ki pravzaprav svojo, v narekovaju rečem 10%, ne, jaz dvomim, da je pri vsakem poslu 10%, ne, ampak ki to dobi za nagrado, ker ne dovoli pokopa na Žalah. No, verjetno si nismo predstavljali, da je mogoče, da bi tazga župana imeli. Sem pa vesel, no, da zdaj imamo v parlamentu večino, ki je sposobna za to glasovati. In ki bo vrnila tudi 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ja, mislim, da je tudi to dobra odločitev, čeprav, kot sem večkrat rekel, mi sama fraza žrtve komunističnega nasilja ni všeč. Ne? A veste, nihče ne govori o žrtvah nacističnega nasilja. Ne? Nihče ne govori, da je bil holokaust posledica nacističnega nasilja. Rečejo, to je bil posledica nacizma. Ne? Tako da tukaj mislim, da gre najbolj objektivno rečeno za žrtve revolucije. Konkretno gre za žrtve revolucionarjev, od njihove roke so bili ti ljudje umorjeni. Ampak dobro, ne bomo zdaj dlakocepili pri da bi rekel, dobro, bil je nenasilni komunizem, pa nasilni. Ne? In nasilni je to naredil, ampak nenasilni je bil pa v redu. Veste, komunizem kot nekateri sistemi so nasilni sami po sebi. Ne? In fašizem je tak, nacizem je tak in komunizem je tak. To so sistemi, ki so nenaravni in za katerih ohranjanje je potreben neskončen napor, beri neskončne žrtve. Vsi trije. Torej, tudi o imenu mogoče še razmislek. Tokrat pa ne bo dovolj s komentarji. Dr. Žiga Turk, najlepša hvala za sodelovanje v podcastu. Hvala za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.